Pozdravljeni. Tokratni preglednik začenjamo z dogajanjem na mariborski občini. Ta je podpisala pogodbe s 4 novimi sodelavci, ki se bodo posvetili tujim vlaganjem v Maribor. Kot so potrdili na občini, gre za začasne pogodbene zaposlitve za dobo 3 mesecev. Pogodbeniki bodo prejemali od 1000 do 1200 evrov neto honorarja mesečno. Na občini zagotavljajo, da so se za 4 zunanje sodelavce odločili, ker med 299 zaposlenimi ni dovolj izkušenega kadra. Novi kadri se bodo posvetili predvsem več kot 10 projektom s Kitajsko, 2 ruskima, 4 z Evropsko unijo in 1 z Bližnjega vzhoda. Enostavno, to so projektne naloge, ki so aktualne, potem pa v parih mesecih, ko so realizirane, niso več aktualne in nima smisla zaposlovati ljudi, ki jih je potem zelo težko odpustiti, ko je naloga končana. Vsi 4 naj bi po županovih besedah imeli izkušnje pri poslovanju v mednarodnem gospodarskem okolju. Igor Petelin je gradbenik, Igor Kos se ukvarja s projektiranjem in vodenjem investicij, delal je v občinskem Zimu in v propadlem gradbincu MTB. Zvonko Es je delal pri Gorenju, Elektroniki Velenje, Elanu, Premogovniku Velenje in Mariborski livarni. Iztok Dovečar pa v mariborski Svili, podjetju Expo Biro in Preventu. Našteti za komentarje niso bili dosegljivi ali pripravljeni. Mestna občina se do zdaj v zadnjih 30 letih nikdar ni tako intenzivno ukvarjala z vprašanji gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest, tako da niti v strukturi občine nimamo ljudi, ki bi lahko to na tak način delali, kot želimo. Sicer pa ta konec tedna na Kitajsko že 4. od lanskega junija odhaja 4-članska občinska delegacija, ki se bo z investitorji pogovarjala o nadaljevanju poslov. Radi bi zaključili nekaj poslov in ko bo prišli nazaj, upam, da bo lahko že kaj več povedali za sistem. Še ta mesec pa naj bi se vendarle v Mariboru predstavil kuvajtski poslovnež, ki je kupil gradbeno jamo Max, kjer naj bi zgradili prestižno univerzo. O točnem datumu prihoda sicer na občini še molčijo. Vstajniški sosvet, ki so ga kot posvetovalno telo za sodelovanje z vstajniškimi skupinami v Mariboru ustanovili po izvolitvi župana Andreja Fištravca, pa razpada. Izstopile so namreč 3 najbolj dejavne skupine: Iniciativa Mestni zbor, Zofijini ljubimci in 29. oktober, potem ko se je že pred tedni za izstop odločilo Odprto zavezništvo za Maribor. Skupine pravijo, da je župan neodziven in kakovosten dialog ni več mogoč. Konec septembra so vstajniki na prvi redni seji vstajniškega sosveta še verjeli, da bodo lahko sooblikovali mariborsko mestno politiko. Po 5 mesecih ugotavljajo, da niso učinkoviti. Že takoj smo rekli, da debatnega krožka ne želimo. Sklicane seje so bile dan, 2 dni prej. Prihajali smo nepripravljeni na seje, tudi gradivo so strani mestne občine, ki bi moglo biti posredovano, nam ni bilo posredovano. Vstajniški sosvet vedno bolj postaja cenena medijska propaganda za župana, ki sam sebe predstavlja kot vstajniški, čeprav ga nihče razen ene skupine ni oklical kot takega. Žal mi je, da nimajo potrpežljivosti delati v sistemu. Vstajniški sosvet je rabo svoj čas, da se sploh konstituiral. Če ste hodili na seje, ste videli, da smo rabili 2 ali 3 seje, da smo sploh statut sprejeli. V sosvetu je 45 mest, 27 za skupine in 18 za občane. Zdaj jim je na voljo 33 mest. Če se sosveta 3-krat zaporedoma udeleži manj kot polovica članov, se ga razpusti. A vstajniki ljudi pozivajo k udeležbi. Ta oblika se nam zdi bolj primerna za direktno sodelovanje z občanom, medtem ko bi bilo treba nekako razviti druge oblike sodelovanja z organizirano civilno družbo, ki jih zdaj ni. Mislim, da bi bilo zanimivo se prijaviti in o teh stvareh pridobiti nekaj več informacij. Samo treba pravec brati ven, tisti, ki jim pomeni mesto več kot denar. Vstajniki sicer od Fištravca pričakujejo, da poišče učinkovitejšo obliko sodelovanja z organizirano civilno družbo. Odpadnega lesa dreves, ki jih je na občinskih zemljiščih uničil žled, pa za zdaj še ni mogoče prevzeti. Potem, ko so z mariborske občine prejšnji petek sporočili, da lahko občani v Limbušu brezplačno dobijo les za kurjavo, so začetek akcije prestavili. Kdaj, kdo in kakšne količine lesa bo mogoče prevzeti, na občini še ne vedo. Sporočilo, da bodo les razdelili brezplačno, je bilo prenagljeno. Gre za dobronamernost mestne občine Maribor in za dobronamernost les
podati lesni produkt občanom, ki jih potrebuje, tako da gre za zlomerno pomoto in se tudi seveda vsem, ki so odšli tja, pa tega še tam ni bilo oziroma možno prevzeti, torej lesne biomase, se iskreno opravičujemo. Nekaj občanov je namreč zjutraj zaman prišlo po les. Na Limbuško nabrežje ob sedežu občinskega režijskega obrata še vedno dovažajo ostanke polomljenih dreves z dvorišč mariborskih vrtcev, šol, mestnega parka in drugih javnih površin. Šele ko bo dovoz v celoti končan, bodo les začeli deliti. Ko bomo imeli natančne podatke in izdelan sistem, bomo obvestili javnost, tako da bomo zagotovili, da se nikoli več ne ponovi to, kar se je žal ponovilo sedaj oziroma zgodilo sedaj. Neuradno smo izvedeli, da nameravajo les podariti socialno ogroženim občanom. Tudi količine bodo omejene, predvsem zaradi varnosti. Odpaden les je treba za kurjavo ustrezno pripraviti, datuma začetka akcije ni mogoče napovedati. Nedavno izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij zaposlenim pa je razburilo ravnatelje mariborskih osnovnih šol. Prepričani so namreč, da bi moralo denar v celoti zagotoviti ministrstvo. A namesto tega so od države dobili navodila, da morajo del sredstev prispevati šole same. Na nogah so tudi starši, ki opozarjajo, da je način, ki ga je ubrala država, nedopusten in v škodo učencem. Bili smo potisnjeni ob zid, pove ravnatelj osnovne šole Rada Robiča, kjer so za izplačilo polovice plačnih nesorazmerij potrebovali 30 000 evrov. Zato so morali poseči v denar iz donacij in najemnine za telovadnico. Dobrih 10 000 je dalo ministrstvo. Karkoli smo naredili do 27. februarja je bilo vsaj po našem mišljenju in mislim tudi pravniškem, skregano za zakonodajo. Saj smo za to uporabljali nenamenska sredstva. Torej denar, ki je bil predviden za obnovo in vzdrževanje šole. Mi se teh stvari, torej teh denarnih sredstev, ki so bila dana iz strani staršev, nismo dotikali. Marsikatera šola pa je to morala narediti. Tomaž Seliškar, oče 3 otrok, pa je jasen. Takšno ravnanje države je pripeljalo do popolne izgube zaupanja. Šolski skladi, tudi prispevki staršev, tudi donatorjev. Donatorji so večinoma starši, ki delajo v podjetjih, in bo se izgubilo. In bo težko zagotavljati tudi sredstva, ki jih zdaj šolski sklad namenja pomoči socialno ogroženim. Z grožnjo, da bo državo tožila, se je odzvala mariborska občina. Kajti ta sredstva so po aktih teh istih zavodov namenjena za druge zadeve, namenjena za vzdrževanje teh objektov. In tukaj posegajo v denar, ki pripada občinam, če se ne uporabijo v skladu z akti. Tudi ravnatelji so po današnjem sestanku enotni, zahtevali bodo vrnitev denarja. To gre tudi za zneske tam od 2000 pa do 40 000, ko je bilo treba založiti. Ministrstvu so zato postavili rok, da najde rešitev do 14. marca. Prva dražba orglarske delavnice v Hočah, s katero se začenja razprodaja premoženja mariborske nadškofije, ni bila uspešna. Prihodnji teden bodo poskušali prodati tudi samostan Studenice in nato še kmetijsko zemljišče. Med prvimi, ki bi morala biti poplačana, če bo do prodaje prišlo, sta podjetje Molière in banka Unicredit. Orglarska delavnica, nekdaj ponos nadškofije, je bila tudi prva delavnica mehanskih orgel v Sloveniji. V njej so jih izdelali več kot 100. A je za 1 milijon evrov in pol ne želi nihče. Na parkirišču se srečamo z nekdanjim delavcem, ki je v tej delavnici pustil 20 let. Več kot stavba je prepričanje vredno znanje ljudi, ki so tako kot on pristali na zavodu za zaposlovanje. Prav gotovo nam je vsem zaposlenim žal. No, jaz se zase ne bojim, kajti prepričan sem, da je v orglarstvu še vedno dela dovolj. Orglarstvo je vse skozi prinašalo dobiček, še doda, a žal delijo usodo prezadolžene škofije. Delavnico je namreč nadškofija že junija 2009 zastavila v zameno za dobrih 12 milijonov evrov hipotekarnega posojila Unicredit banki. A prvi so se za izvršbo odločili v celjskem podjetju Molière, ko kljub večletnim pogajanjem, mediacij in dodatnim popustom niso mogli iztirjati 25 000. Zame je to šolski primer mafijskega delovanja ene takšne inštitucije in je žalostno, da si lahko to nekdo privošči. A medtem ko v Molièru še lahko upajo, da bodo poplačani, kljub temu, da za prvo dražbo ni bilo zanimanja, slabše kaže bankam, ki jim nadškofija dolguje več kot 27 milijonov evrov.
To je ena redkih nepremičnin, ki jih nadškofija za svoje dolgove še ni zastavila. Zanimivo pa je, da so sosedno stavbo, kjer domuje sedež nadškofije, pred rubeži obranili kar z vknjižbo zemljiškega dolga v višini 700 000 evrov avgusta leta 2012. Zdaj pa v Juršince, kjer bi krajani lahko ostali brez zdravnika. Koncesionar Miro Lasbacher je namreč grozil zaprtjem ambulante, ker mu zdravstvena zavarovalnica ni plačevala vseh opravljenih storitev. Lasbacher se je po neuspešnem sestanku s prvim možem zavarovalnice Samom Fakinom odločil, da ne bo več podpisal pogodbe za delo v ambulanti. Zdaj si je očitno premislil. V Juršincih ostaja, a za delovanje ambulante od pacientov podbira prostovoljne prispevke. Takole bolnike ob obisku ambulante zdravnik že drugi mesec v dopisu prosi za pomoč v obliki plačila celoletnega prispevka 24 evrov. Zakaj pa država neče plačati? Ja, to pa je vprašanje za ministra pa za gospoda Fakina. Kaj najbrž ko zgibli ne bo. Jaz sem malo pokojnino, pa to mu riskirala tudi. Za pobiranje prostovoljnih prispevkov, tako zdravnik, se je odločil na prošnjo pacientov. Na računu se je do danes nabralo že 4000 evrov. Račun se izdaja striktno izven delovnega časa ambulante, tako da je zadeva, mislim, da pravno pokrita. Da je ravnanje zdravnika nesprejemljivo, poudarjajo na zdravstveni zavarovalnici, kjer so že prejeli prijavo zavarovanca. Zavarovane osebe tega ne razumejo kot prostovoljni prispevek, ampak nekje kot obveznost. Namreč gospoda Lasbacherja smo z dopisom opozorili, da na tak način naj preneha zbirati prispevke. Zbiranje prispevka je neprimerno tudi po mnenju župana, da tega ne počne nihče od okoliških zdravnikov, so ga med drugim opozorili občani. Opozorili so me tudi na to, da če bo dr. Lasbacher s to prakso nadaljeval, da bojo odšli k drugemu zdravniku. Ne vem, zakaj bi to bilo sporno, namreč prostovoljne prispevki so v resnici prostovoljni. A ne na način pogojevanja delovanja ambulante in izdajanja računov, opozarjajo na zdravstveni zavarovalnici, kjer pričakujejo tudi odziv davčne in drugih inšpekcijskih služb. V začetku tedna smo žal morali poročati tudi o požaru. V naselju Bezena v občini Ruše je v ponedeljek zvečer zagorelo v večstanovanjski hiši. Požar se je razširil na ostrešje in kljub hitremu posredovanju gasilcev uničil 4 stanovanja. Po ugotovitvah kriminalistov je zagorelo zaradi pregretja dimniške tuljave v enem od stanovanj, kjer so kurili v kaminu. Gasilci so na kraj prispeli v slabih 10 minutah, vse je bilo v ognju, v goreči hiši pa naj bi bil še en stanovalec. Informacija prva je bila, da bi naj bila pogrešana oseba, smo iskali in hvala Bogu nismo našli, tako da hvala Bogu ni bilo žrtev. Na pomoč so poklicali še 4 okoliška društva. S plameni se je spopadlo 70 gasilcev s 13 avtomobili. Požar so hitro pogasili, streho pa prekrili s folijo. Pretresana Mojca Kukec ne more verjeti, da je tako kot še 13 njenih sosedov čez noč ostala brez stanovanja. Me je poklicala Barbara, ki je bila tukaj in mi je povedala, da je se to stanovanje zagorelo, da je moje stanovanje čisto uničeno, da je šla elektrika, da je čisto vse mokro. Kriminalisti so si skupaj s forenziki ogledali pogorišče. Ogenj je izbruhnil zaradi pregretja dimniške tuljave v enem od stanovanj, kjer so kurili v kaminu. Ruški župan je prizadetim ponudil prenočišče v hotelu. Po današnji informaciji zjutraj, ko sem se ogledal samo požarišče, so bili že pri sorodnikih, tako da ni bila potrebna ta intervencija v hotel. Objekt naj bi bil površno grajen, povedo stanovalci. Proti nekdanjemu lastniku, ki je stanovanja prodal po pregrešno visoki ceni, so že pred leti vložili kazensko ovadbo. Verjetno se takrat kupci, če jih tako imenujem, niso niti prav zavedali, kaj kupujejo. Po prvih ocenah je škode za okoli 100 000 evrov. Kriminalisti pa bodo o svojih ugotovitvah obvestili tudi pristojno tožilstvo. V Tehniškem šolskem centru Maribor pa so ta teden pripravili dan inovatorjev in raziskovalcev. Šola se lahko pohvali z vrsto izumov, ki so plod dela njihovih dijakov. Tokrat so predstavili 3 raziskovalne naloge in kar 2 inovaciji. Prizadevajo pa si, da rešitve ne bi ostajale v predalih, ampak bi koristile tudi družbi. Večino zamisli za inovacije dijaki dobijo iz vsakdanjega življenja. Tudi Mitja je ob izrezovanju vrečk za stomo razmišljal, kako bi si delo olajšal. Babica je imela raka na črevesju in so ji morali narediti stomo.
Jaz pa sem te vrečke izrezoval prej še ročno z škarjami. Nato se mu je porodila ideja za orodje, ki ga je tudi sam skonstruiral in sodeloval pri izvedbi. Tu najprej nastavimo orodje na želeno mero, ne? In pridemo zgoraj, pa samo dole sekamo to. Jernej in Elisej pa sta se lotila izboljšave straničnega izplakovalnika, saj jo je motila njegova glasnost, ki je včasih izdala tudi prepozen prihod domov. Smo poiskala že obstoječe kotličke in pogledala, kakšne inovacije so že tam bile. Sva začela razmišljati, kako bi naredila sam kotliček, začela sva risati skice, pogledala načrte na spletu. V glavnem so nam mute neprijetne vonjave, to smo pač rešila tako, da sva na spodnjo stran pokrova namestila ventilator. To je v glavnem prototip. Ventilator mora biti vodotesen, ker je v vodi. Pač ob izdelavi smo ugotovila, da bi bilo bolje, da bi ga na pokrov namestila, zaradi tega, ker to je dosti vlage pa tega zelo škropi. No, to je prva inovacija. Druga inovacija pa je ta cel, ker da prejšnje verzije kotlička so bile brez te cevi, zato je voda padala in je šumela. Žan pa je tokrat predstavil številne izboljšave na svojem motornem kolesu. Lotil sem se predvsem izdelav motorja po legendarnih dirkalnikah Tomos D6, torej v notranjosti je 6-stopenjski menjalnik. Potem lotil sem se tudi športnega predžiga, kateri omogoča ogromno večjo odzivnost samega motorja od originalnega, potem tudi dosti više vrtljaje. Zamenjava tudi oplinjača, nisem uporabil klasičnega batnega oplinjača, ampak membranski oplinjač. Tudi sam cilinder je recimo predelan. Sam ni izdelal samo načrtov, ampak tudi posamezne dele motorja. V šoli pa si prizadevajo, da bi vse te inovacije tudi patentirali. Doslej so jih tako zaščitili že 7. Praviti tudi programe oziroma naloge, ki prispevajo k tehnološkim izboljšavam tudi v gospodarstvu in obrti, je dejansko lahko nek ponos šole, ki izobražuje takšne dijake. V času, ko je za tehnične poklice manjše zanimanje, pa takšno raziskovanje pomembno prispeva tudi k promociji teh poklicev med mladimi. Direktor šole ob tem poudarja, da bi morali za to, da šole ne bodo prazne, veliko storiti še na državni ravni in tudi štipendijsko politiko. V torek pa je bil najbolj norčavi dan v letu. V Mariboru je Zveza prijateljev mladine na trgu Levna Štuklja pripravila pustno rajanje za otroke. Čeprav je zabavo malce pokvaril dež, se je vseeno zbralo okoli 100 mask. Kot kaže, so uspešno pregnali zimo. Mokrevačke iz vode, privecane so na breg, stresno se sperut, nisem močne, a zatem oproste so, si še rad na muskatno, potlej pa zagagane so še. Tako so se danes veselili klovni, zmajčki, pikapolonice in čebelice, po zadnjem času zelo priljubljeni gasilci. Manjkali niso niti kurenti. Ponovadi so kurenti fantje, vseeno znaš pregnati zimo. Ja. Nagrado za najizvirnejšo skupinsko masko so dobili učenci osnovne šole Franca Lešnika Vuka iz Slivnice pri Mariboru. V skladu z imenom svoje šole so se našemili v lešnike, kostume pa izdelali sami. Pomagala nam je učiteljica Barbara, ki je prinesla tudi blago. Delali smo pa 3-4 dni. Pustne šeme so se sladkale tudi s krofi. Koliko ste jih že razdelili? Danes zjutraj je bolj malo otrok, tako da jih nismo tako veliko, imamo pa jih v planu 200. Metulčica Živa pa je na pustni torek praznovala svoj rojstni dan. Koliko si pa danes stara? Seveda se še malo dodati. Pust je dan, ko tudi odrasli za en dan postanemo otroci. V festivalni dvorani Maribor pa je bila ta teden tudi prireditev Športnik leta 2013. Poglejmo, kdo so zmagovalci posameznih kategorij. V drugem največjem slovenskem mestu že 4 desetletja podeljujejo priznanje najboljšim športnikom. Letos so se odločili, da jih bodo razdelili v 11 kategorijah. Med posamezniki so bili med najresnejšimi kandidati za laskav naslov tisti, ki so bili v vrhu že na lanski prireditvi. S tem, da je smučarja Filipa Flisarja na prvem mestu zamenjal nogometaš Marko Tavares, med najboljši 3 pa se je znova uvrstil tekvondoist Ivan Trajkovič. V ženski konkurenci je tenisačica Tadeja Majerič na vrhu zamenjala tekvondoistko Nušo Rajher, ki je tokrat osvojila drugo mesto. Na tretje pa se je povzpela smučarka Ilka Štuhec.
V ekipni konkurenci imamo v Mariboru železni repertoar, saj so tako odbojkarski klub Nova KB in Branik, nogometni klub Maribor in kegljaški klub Konstruktor, zastopnik individualnih športnih panog, ubranili prva mesta iz leta 2012. Da je postal trener leta, je Ante Šimunža potreboval le dobra 2 meseca, saj je v NK Maribor prišel konec lanskega septembra. Najperspektivnejša športnika sta postala atletinja Tjaša Stanko in veslač Žiga Zarič. Z naslovom najboljšega športnika invalida se bosta leto dni ponašala tenisač Marino Kegl in Cvetka Bratkovič, državna prvakinja v športnem ribolovu. V festivalni dvorani bodo podelili tudi Cizljeve plakete, ki jih bo za dolgoletno delo v športu prejelo 9 posameznikov. Plesalci Branko in Alenka Bohak ter Urška Rubin, nogometaš Franc Cipot, judoist Darko Saje, šahista Silvo Krebs in Franc Simonič, karateist Mirislav Damjanovič in naš novinarski kolega Zoran Milovanovič. Spoštovani, to je bilo pomembnejše dogajanje tega tedna. Hvala za pozornost in nasvidenje spet v ponedeljek ob 18. ko bomo za vas pripravili nov zbir informacij. Lep pozdrav!